Predvsem hvala organizatorju za to prireditev in lep pozdrav vsem, ki ste se danes tukaj zbrali. Današnja javna tribuna bo posvečena zelo aktualnemu vprašanju sovražnega govora. Zlasti nekateri primeri zadnjega časa kažejo, da se je ta pojav že tako manifestiral v naši družbi, da je treba o tem spregovoriti nekaj analitičnih besed, več kot samo začudene ali preprosto zgražene na tem, ker ti gotovo se nihče s tem ne more strinjati. V današnjemu pogovoru v okviru okrogle mize so se zbrali zelo sogovorniki, zelo kompetentni sogovorniki, ki se na tak ali drugačen način tudi s to temo ukvarjajo, bodisi z javnim nastopanjem, bodisi tudi v strokovnem delovanju. Sam pojav sovražnega govora ima več oblik, oziroma bom rekel več dimenzij. Na eni strani gre gotovo za neko psihološko in sociološko ozadje vseh, ki v sovražnem govoru sodelujo, zlasti tisti, ki ga izvajajo. Potem pomembni so tudi primerjalno-pravni elementi in pa seveda tudi opredelitve v slovenskem javnem pravu, ki se nanašajo na sovražni govor. Ker se v zadnjem času vedno bolj pojavljajo tudi primeri, v katerih so v sam sovražnem govoru vpleteni tudi druge osebe, ne samo posamezniki, ki so sicer predmet sovražnega govora, je seveda to še posebno vprašanje, ki je toliko bolj občutljivo, če gre za takšne osebe, kot so recimo otroci, ki so posebej zavarovani za mednarodnimi konvencijami. Skratka, vidikov je veliko. Za začetek pa mi dovolite, preden podam besedo sogovornikom, da povem še nekaj o neki drugi dimenziji. Kajti sovražni govor je gotovo tudi nasprotnik svobodne demokratične družbe, v kateri, vsaj po definiciji svobodne demokratične družbe, poteka nenehna izmenjava mnenj o vseh perečih družbenih vprašanjih in življenjskih vprašanjih. Zlasti tudi o vprašanjih razvoja družbe. Razprava in polemika je lahko ostra, kajti pogledi so lahko različni, vendar prav sovražni govor je pa tista maja ločnica, ki jo v svobodi demokracije v družbi ne smemo prestopiti. Kajti, če prestopamo to mejo, potem so ogroženi elementi in osnove svobode demokratične družbe, ki vendar ne temelji na nekem sodelovanju ljudi z različnimi pogledi, ki se pa prizadevajo za skupno dobro. V tem pogledu seveda tudi ni mogoče govoriti o izločevanju nasprotnikov z neprimernimi sredstvi želitega govora ali z kakšnimi drugimi želitimi občinami. Če si na kratko pogledamo še samo, kje v veljavnem pravu v Republiki Sloveniji je sovražnemu govoru namenjeno posebno mesto, o čem bodo več govorili kolegi pravniki, vendar naj povem le to, da pozna ustava poseben člen, to je 63. člen ustave, ki naravnost prepoveduje vse oblike sovražnega govora. Ta člen ustave je kasneje preveden tudi v ustrezno določbo Kazenskega zakonika, to je 297. člen Kazenskega zakonika. In seveda tudi v številne neformalne, podformalne oblike, recimo zlasti kodeksi, etični kodeksi, ki opozarjajo na etično komponento. Toliko za uvod, pa bi kar začeli in začenjam na desni in prosim za besedo Marka Crnkoviča, publicista. Hvala za besedo, zdrav vsem. Moram reči, da sem
malce presenečen, ker sem doslej bil navajen neke druge definicije same vsebine sovražnega govora. Moram priznati, da v medijih govorimo o sovražnem govoru predvsem v zvezi z anonimnimi komentarji na internetu. To je običajna, o tem govorimo, kadar govorimo o sovražnem govoru. Resnici na ljubo je treba priznati, da mediji marsikdaj ne vidijo svojih vlastnih tekstov, vlastnih besed in da, kot čem reči, sovražni govor se pojavlja nedvomno tudi v medijih sami. Morda celo na paradoksalen način takrat v tekstih, ki kritizirajo sovražni govor. Sovražni govor je verjetno ravno tako mogoče napadati z drugim sovražnim govorom. Tako da, jaz sem zelo vesel, da sem povabil na to okroglo mizo, ker sem imel že pred tem po mojem pravilno občutek, da bom izvedel še kaj o sovražnem govoru z drugega vidika, bolj pravnega, da ne rečem. Skoraj da bi lahko rekel, da so moje predstave o sovražnem govoru definirane z levo-liberalno ideološko oziroma z levo-liberalnimi stališči. Velikokrat tole dela. Velikokrat je sovražni govor omejen na izjave v zvezi s posamezniki ali skupinami, ki so deležne posebne zaščite ali ki naj bi bile deležne neke posebne vljudnosti v javnem govoru. Tako da tožbe, da gre za sovražni govor, so velikokrat, bi rekel, skoraj da za lase privlečene, zato ker so gre za to, da gre za neke hitre, ne zelo osnovane in trdne argumente, da se pač nekaj ne govori. Zelo lahko je dobro utišati na ta način, da rečeš, da to se pa ne spodobi govori. Tako da, jaz bi skoraj da prosil ostale sogovornike, ki bojo še druge stališča pisali in definirali sovražni govor, da to naredijo pred mano, pa se bom potem seveda z veseljem vključil. Jaz se bom predvsem dotaknil razmerja med svobodo izražanja ter pravicami in to. Kolega Trabrov pa potem podal predelitev sovražnega govora. V bistvu pri izražanju, svobodi izražanja in svobodi govora se pač pojavljajo določene omejitve, ker svoboda govora ni neomejena vrednota. In zato se moramo tudi pač vprašati, kakšno je razmerje med javnim in zasebnim. Ali mora država zagotavljati svoboda govora tudi v razmerju med dvema posameznikima, med dvema zasebnima subjektoma. Ker vemo, da človekove pravice so tradicionalno konstruiranje v razmerju posameznik proti državi. Ali potem lahko država stopi tudi v razmerju med tema posameznika. Tako, naprimer, nek časopis, neka revija objavi določen članek, objavi določeno sliko, ki bi lahko bila na meji nekega svobodnega. In pri tem je prav človekovih pravic dokaj jasno. Če pogledamo, naprimer, konvencijo o pravicah otroka, v 16. členu govori o pravici do zasebnosti vsakega otroka, ki pravi, da noben otrok ne sme biti izpostavljen samovoljnemu ali nezakonitemu vmešavanju njegovo zasebno življenje, družino ali dom. Potem pa v drugem stavku še piše, da otrok ima pravico do zakonitnega varstva proti takšnemu vmešavanju
ali ne pa. Tukaj se pač pojavlja vprašanje, kakšna je potem narava te obveznosti, ki ima država, da zagotavlja vse človekove pravice, tudi v razmerju med zasebnimi subjekti. In običajno v pravu človekovih pravic se pojavlja doktrina, da imajo države obveznost spoštovati, varovati in uresničevati človekove pravice. Obveznost spoštovati ni kontroverzna, ki samo pravi, da država se ne sme vmešavati in ne sme kršiti človekove pravice. Bolj kontroverzna je pravica varovati človekove pravice. Se pravi, da država mora varovati svobodo govora, svobodo izražanja, tudi v razmerju med dvema posameznikoma. Se pravi, da država ima neko pozitivno obveznost, da zagotavlja, da bodo določene vrednote v njenem ustavnem pravnem redu sprejeti. Ni dovolj, da država samo stoji v strani, ni dovolj, da ima država samo neko negativno obveznost, mora tudi nekaj storiti, da se postavijo določene vrednote v njenem ustavnem pravnem redu. In takšno definicijo je podala tudi Komitej Združenih narodov pod konvencijo o pravicah otroka, ki je v svojem poročilu glede Grčije in glede Belgije pač poudaril, da država mora vzpostaviti ustrezne zakonske ukrepe, da se bo spoštovala pravica do zasebnosti vsakega otroka. Spravi, da gre za pozitivno obveznost te države, ki je bila poudarjena na ravni Združenih narodov. Enako je podal odbor Združenih narodov o pravicah otroka tudi v poročilu zoper Slovenijo, o Sloveniji iz leta 2004, ker tudi pravi, da ima država Republika Slovenija pozitivno obveznost, da zagotavlja uresničevanje človekovih pravic na njenem ozemlju. Če se mogoče na kratko osredotočam tudi na regionalno varstvo človekovih pravic, na Evropsko konvencijo o človekovih pravicah, in kjer je Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu v večjih primerih poudarilo, da, na primer, ko se objavi določena slika nekega otroka v časopisu, to pač ni mogoče brez nekega predhodnega soglasja. Če pogledamo, na primer, primer Reclus in Daulis proti Grčiji, je sodišče rekel, da je potrebno predhodno soglasje staršev za objavo otrokovih fotografij v nekem mediju. In zaradi tega, ker pač tega soglasja ni bilo, je bila Grčija pač spoznana za odgovorno kršenja svobode govora oziroma svobode izražanja. Enako je, na primer, sodišče podalo v primerih Klas proti Nemčiji in Peter proti Združenemu kraljestvu, ki je tudi zapisala, da ima država pozitivno obveznost, da se vključuje svoboda izražanja oziroma dvema subjektom. Potem je pa še tretja obveznost, obveznost uresničevati človekove pravice. Tukaj pa pač pomeni, da država mora sprejeti ustrezne zakonske ukrepe, nameniti določena proračunska sredstva, da bo mogoče pač uresničevati te pravice. Na kratko, to pomeni, da morajo, na primer, slovenska sodišča v Republiki Sloveniji pač zagotoviti neodvisno preiskavo, neodvisno sojenje, ki bo pač uresničila to pravico svobode izražanja. Da bi se tukaj ustavil, pa bi predal besedo. Hvala lepa. Torej, tednik Mladina je objavil fotografiji dveh znanih politikov v družbi svojih mladoletnih otrok. Na eni je vojni zločinec, na drugi izvoljeni poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije. Iz načina objave in spremljajočega besedila je razviden namen urednikov, to je diskreditacija domačega politika. Meje od dobrega okusa so uredniki prestopili v trenutku, ko so demokratično izvoljenega poslanca primerjali z nacističnim vojnim zločincem. Ko pa so v zgodbo potegnili otroke, so prestopili tudi mejo etično dopustne. Pri etiki komuniciranja gre za vprašanje, kaj je dobro. Ne gre za vprašanje, kaj je pravično, ampak kaj je dobro. Izhajamo iz stališča, da je cilj etičnega ravnanja boljši človek in boljša skupnost. Ne gre torej v prvi vrsti za vprašanje, ali je bila človeku ali skupnosti povzročena krivica. To je vprašanje prava.
Gre za vprašanje, ali smo zaradi določenih odločitev novinarjev in urednikov boljši ljudje in boljša skupnost. Vas povabim na kratko analizo te objave, vsebine fotografije in konteksta objave. Pri tej analizi je pomembno, kdo je na fotografiji, ob kakšni priložnosti je bila posneta in kakšen je bil njen namen. V primeru fotografije gospoda Grimsa in njegove družine lahko torej rečemo naslednje. Glede oseb, da je Branko Grims javna oseba, ki se je svobodno odločila za delo v politiki. Da so člani njegove družine niso javne osebe in da so na fotografiji tudi otroci. Glede dogodka in kraja lahko rečemo, da je bila fotografija posneta na dogodku, ki je javen v omejenem smislu, ne v polnem smislu besede javen. Glede uporabe fotografije v časopisu pa lahko rečemo, da je fotografija bila uporabljena v čisto drugačnem kontekstu, kot je bila posneta, in da je namen avtorjev zapisal Mladini, da očrnijo gospoda Grimsa. Kaj lahko rečemo na osnovi teh ugotovitev? Prvič to, čeprav je gospod Grims javna oseba, ki se je prostovoljno odrekel delu svoje zasebnosti, da vendar ne sme upravičeno pričakovati določeno zasebnost. To velja še posebej v prostem času, ko je v družbi svojih otrok. Na osnovi lastnih izkušenj, omejenih izkušenj z novinarji Mladine lahko z obžalovanjem ugotovim, da se ne znajo vesti pri verskih obredih. Fotografija je bila posneta pri Maši, če sem prav videl. Maša ni javen dogodek na enak način, kot je javno športno tekmovanje, koncert ali politično zborovanje. Kot verski dogodek sodi v sfero zasebnega, z redkimi izjemami, kot so javni pogrebi, blagoslovi in podobni obredi. Poznavanje in spoštovanje tovrstne specifike verskega dogodka je znak zrelosti in strpnosti. Novinar, ki med udeleženci verskega obreda lovi žrtve za poznejše fotografske manipulacije, se giblje po etično nedopustnem terenu. Objava fotografije, na kateri so mladoletni otroci, je le izjemoma etično dopustno. Fotograf predno pritisne na sprožilec in urednik, predno pošlje zadevo v objavo, morata znati prepričljivo argumentirati, da je objava takšne fotografije nujna za razumevanje nečesa, kar je nedvoumno v javnem interesu. In javna radovednost ni javni interes. To upam, da razumemo. Klasičen primer tega je fotografija sestradanega ali pretepenega otroka v članku, ki želi osvestiti javnost o tragiki lakote, vojne ali telesnega kaznovanja otrok. Z drugimi besedami, dobro, ki ga avtor in urednik želita doseči, to je ilustracija neke tragedije in motivacija javnosti za njeno pripravo, to dobro mora biti veliko in tudi realistično dosegljivo. Samo tako lahko upravičimo poseg v dostojanstvo in zasebnost otroka. V primeru Mladine nisem zasledil nič takega, s čimer bi se fotografinja in urednik lahko odklopila za grob poseg v dostojanstvo družine. S gospodom Repovžem se strinjam v eni točki, namreč, da je Goebbels otroke zlorabil s tem, ko jih je uporabil v propagandne namene. Strinjam se, da so bili podobno zlorabljeni Grimsovi otroci. Vendar v tem zadnjem primeru jih ni zlorabil njen oče, ampak časopis, katerega urednik je gospod Repovž. Tragika Mladine in slovenskega novinarstva je v tem, da njen urednik in predsednik društva slovenskih novinarjev tega nočejo ali ne morejo videti. Namesto, da bi opravičil svoje ravnanje, si je odgovorni urednik Mladine gospod Repovž sam nataknil zanko s tem, ko gospoda Grimsa obtožuje, da ravna enako kot nacistični zločinec. Če je že kakšna vzporednica v tej zgodbi, je to med Goebbelsom in Mladino.
Pa še besedo o vzrokih za to vrstno nestrpnost in žalitve. Sklad Josipa Jurčiča je pred 3 tedni organiziral forum o kakovosti in avtonomiji novinarstva. Glede na udeležbo takrat bi človek lahko sklepal, da pri nas ni nobenega problema. Vendar mislim, da ni tako. Na tistem forumu smo na primer slišali iz ust kompetentne novinarke o, citiram, kabinetnem političnem aktivizmu med novinarji, o jurišnikih, o dvojni morali in solidarnosti, se pravi eni za naše in drugi za njihove. Novinarstvo kot profesija je staro nekaj 100 let. V tem času smo imeli tudi novinarje in medije, ki so bili izrazito enostranski, agitatorski in žaljivi. Po mojem mnenju ni naključje, da se je takšne vrste novinarstvo v narekovajih cvetilo ravno v obdobjih, ko so bili mediji in novinarji odvisni. Tu ne govorim samo o odvisnosti od avtoritarnih režimov ali sebičnih lastnikov. Obstaja še bolj naravna odvisnost. Je v tem, da novinar ali urednik postane agitator ali misionar, neke ideje ali slotine. Mislim, da bi o tem vidiku neodvisnosti morali več razmišljati, ker je bolj pomembna kot neodvisnost od zunanjega pritiska. Zunanje omejitve namreč, naj mi bo dovoljeno parafrazirati Jezusa, bodo vedno obstajale. Zrelost in avtonomija pa sta v tem, da si človek izgradi notranjo svobodo, ki seveda ni v pubertetniškem zavračanju vseh pravil in omejitev, ampak v zavzetem iskanju tega, kar je resnično lepo in dobro. Če zaključim, v trenutku, ko sem lahko mislil ali pa zavišil cilje, žrtvoval otroka kot urednik ali kot fotograf, sem predil jez, ki zadržuje vode vesolnega potoka. Močno upam, da bo naše nocojšnje srečanje pripomoglo kot pravi škode na tem jezu. Hvala lepa.